Kamere tečejo, izvolite. Anja, preberi eno pesem, prosim. No, pa bom. 27 kosti, 35 mišic, kakšnih 2000 živčnih celic v vsaki blazinici naših 5 prstov. To je čisto zadosti, da napišeš Mein Kampf ali Medveda Puja. N1 podcast s Suzano Lovec. In to je bil? To je Višlava Simborska dlan v prevodu Jane Vnuk. Super. To je izvrsten začetek današnjega podcasta. Hvala ti za to. Hvala tebi. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Najprej vsem želim srečno novo leto 2025 in srečo bomo zelo potrebovali na mnogih področjih. In zdaj res lepo pozdravljam in zaželim dobrodošlico Anji Zak-Golob, pesnici, intelektualki, publicistki, kritični opazovalki države in družbe. Anja, živijo in dobrodošla. Zdravo, Lovec. Vedno te kažeš na začetku, ko se tako začne s takimi visokoletečimi, imam pa vedno tremo, kako bomo zdaj to. Tako da, mogoče pa na koncu še enkrat to ponovim. Okay. Veš, Anja, da si tukaj zaradi tega, kot se temu reče, glasu ljudstva. Odkar si bila nazadnje tukaj pred letom pa pol, sem dobila kar nekaj prošenj, vprašanj, kdaj te bom spet gostila. Je to fajn slišati, ne? V bistvu, ja, valjda je fajn, samo je tudi ful, je lahko tudi ful naporno. Oziroma je lahko tudi ful, kako ti naj to... Odgovorno. Ne, ja, in to tako ali tako, ko drugače tako ali tako ne moreš javno nastopati, če nimaš tega, če ravno lahko se samo kislo nasmehnem, ne. Ko gledam, kdo vse pa kako nastopa. Javno, ne, za mene se zdi, da je osnova, da pač prevzameš neko odgovornost, to tako ali tako, ampak veš, kaj se zgodi, se mi zdi, ti postaneš kao obligiran, ali pa obligirana, da bi mislil za druge, ali pa mislila za druge, kar je pa tako full annoying. Ljudje na tebe obeše neke stvari, kao, ti bi to mogel bi se za to zavzemati. In je bolj tako, no, pa až na neki točki se vprašaš, pa kdo sem jaz, ali pa kako vlogo jaz igram, ali pa kako jaz, kaj narobe delam. Še posebej sem, pač, ker sem mogla jeseni v tem veliko razmišljati, zaradi tega, ker nimam več kolumne, ne. In je pač to nekaj, kar, o čemer neka odgovorna oseba pač moraš razmišljati o tem. In sem se veliko o tem spraševala. Tako da, tisti ego dela, veš, tisti alko odpira šampance, ko neko nagrado dobiš. Meni je, to se mi zdi tako kratke sape. Nagrade niso za to, da bi ti šel domu pa, a veš, zaspal z Oskarjem, ne. To je pač neki ego, ko nuca to očitno, ko nekje druge tega ne dobiš. Jaz imam kar v redu okolje, v katerem živim, pa pole zaradi tega ne nucam tega. Tako da mi jih jemljem bolj kot to, a veš, da te v bistvu izpostavi okolju. In da od tebe zahteva v bistvu več, kot ti od nje dobiš. Da zahteva od tebe, da se ti vzpostaviš, pa da se angažiraš, pa da prevzameš odgovornost, pa da javno, da uvažuješ javno besedo. Kako ne rečem, ko valjda te teme bojo vedno. Takoj na začetku moram dati tudi ta disclaimer, ne, kot vedno. Ja. Moja prijateljica Suzana. Da si poleg vseh funkcij, ki sem jih prej naštela, tudi moja prijateljica, pošteno je, da to povem, transparentno. Ja, pa najbrž ni očitno, ne posod to velja. Ampak fajn, da velja pri tebi. Pri meni velja. Ja. Za nami je konec leta 2024, prihod v novo leto. Bili so ti prazniki, Silvestrovo, praznični dnevi, večina ljudi je bila več doma, kot je sicer. To je tudi nek obdobje, ko veliko razmišljamo o času, ki mineva, hočeš, nočeš, ko se prelomi leto v drugo leto. Meni se zdi, da čas zadnja leta dobesedno beži. Zdaj vemo, da čas teče vedno enako.
Ampak nam se tako zdi, da se ti tedni stapljajo v mesece, meseci v leta, leto se obrne in občutimo ta življenje v bistvu kot nek stampedo. Zdaj, ni boljšega, kot da to vprašanje zastavim pesnici. Kako ustavljati čas? A ti tudi to čutiš, to minevanje časa na tak način? Ja, pač jaz sem stara. Pač jaz sem stara zdaj. Pač legitli lahko rečem, da sem stara. Pač ni to... Mogla sem pogledati v svrhe tega gostovanja, seveda sem se pripravila in se mogla seveda pogledati oni prejšnji posnetek, ko sem bila na zadnji dobri tebi. Mislim, pred letom in pol. Ja, mislim, to je res razlika. Mislim, vidim jaz pri sebi teda. Ja, pa stvari se spremeni, mislim, stvari se zgodijo, to te spremeni. Ampak nisem mislila, da bomo z Goethejem začeli v bistvu. To je res ta postoj trenutek, kako si vendar lep. To je res nekaj, kar je bilo napisano pred, da je to 116 let ali 120 let, tam nekaj, 200, pardon, ko smo že 2000. Še vedno velja. Še vedno Faust velja. Najbolj legit, kar ti lahko odgovorim, pa najbolj iskreno, kar ti lahko odgovorim na to vprašanje, je v bistvu to, kar mi prije prvo na misel. Umetnost, nič drugega mi ne prije na misel. In to je pol čisto vseeno, bi bo v bistvu, če tudi jaz ne bi pesmi pisal, ali pa če ne bi, veš, tudi če bi delal kak drug poklic, ko ne bi imel veze. Čist nekaj čist drugega, ne vem, da bi vozil, ne vem, avtobus ali pa aviator, a veš, kaj je navozila avtobus. Ali pa, da bi delal v pekarni ali pa neko tako čist drugo delo. To je nekaj, kar je za vse. Nisem jaz privilegiran, neki privilegirani poziciji zaradi tega, ko pač slučajno jaz pišem pesmi. Jaz bi tako po moje gledal tudi sicer. Pa to je to, kar v bistvu imamo edino, v bistvu zadnjo še. Ne sem poslušala danes, ko sem se vozila dosa poročila na radiju. A veš, mislim, fraz te prime, pa je 20 minut poročil. Fraz te prime za vsako minuto. Tam si bo v Grenlandiju kar prisvojil, pa Kanada bo prisilo, da jo, ne, tak malo. Pa imaš enih par idej. Drugi bi rad, da ne bojo več pregledovali vsebine na meti, bojo pač postili, da ljudje to sami odločijo, kaj je zdaj legit, pa kaj ne legit. Mislim, svet je nor. Pač konc svet, tako res, tako it's the end of the world as we know it. Pač tako res, obeta se tak veselica, ampak ne v tem dobrem smislu veselica. Jaz ne vem, kaj drugega naj, ko pa umetnost. Jaz ne vem, k čemu drugemu se naj zatečem. To, da imaš, to sem že omenil, neke odnose, ko so v redu, ali pa da to porihtaš, ali da imaš, ne vem, da vprašaš ljudi, kak so. Ne vem, ker sem imel eno kolumno, veš, ko sem govoril o nasilju nad ženskami, a ne. Pa sem imel v tisti kolumni napisano na koncu, kao, vprašajte, če poznate 3 ženske, vprašajte jih, če je ziher ena bila nadlegovana, če jih poznate, ne vem, 7, 10, je bila ena posiljena. Dej, vprašajte te ženske, usedite se dol, pa vprašajte jih, pa dajte zagotoviti okolje, kjer bo varno, da vam bojo lahko povedali te stvari. Zato, ko mogoče ne vedete vsega o ljudeh, s katerimi, ne vem, dnevno se jih vidite, ali pa bi bilo mogoče fajn. In se mi zdi, če ustvariš neko tako okolje, če si prizadevaš tvorno za to, da si pol en del naredil, drug del je pa to, umetnost pač. To v vseh oblikah možnih, pač karkoli je. Ko sem se pelal, sem 45 minut stala dobesedno na 200 metrih. In lahko bi to zdaj gledal, tako sranje, zdaj to stojim, pa cajt zapravljam, pa nikamor se ne premaknemo, pa skozi se nam noter v kolono drugi avti ufuravajo, grozno. Ali pa gre nad Kamniško-Savinjskimi Alpami, sonce vzhaja, zdaj so se vrhovi so oranžne barve. In če pogledaš na drugo stran ceste, meglice, ne pri tlehu, v bistvu, a veš, se dvigajo ven strave in je tak neverjeten pogled, ko skozi ono vejevje, veš, pronicajo, one meglice take nizke, ko veš, da bojo se glize razblinile, medtem ko zada sonce vzhaja. In pač je to odločitev, je.
Veš, to odločitev je, kaj boš. To odločitev je, a boš tam zdaj v avtu živčen, pa nervozen, pa boš tam preklinil vse, kar je možno, zato ker pač si v situaciji, ker pač ne moreš nič narediti, zato ker je gužva. Ali boš pogledal malo okoli sebe, da si cajt, ko stojiš, a ne, ko nekaj sem kamor ne premakneš. Pa ne videl neke stvari okoli sebe, to odločitev je. Nekaj sem prebral, da neke stvari ne moreš vplivati, kako je vreme, neke stvari ne moreš vplivati, ampak ko te stvari pridejo do tebe iz zunanjega okolja, je 10% to, kar je njihova informacija, 90% pa to, kaj ti z njimi narediš. In je od tebe odvisno. In to, ko si me vse v zadostni meri, no, ali pa v večini, veliki meri primerov. To, ko si me vprašal, to zvezi s časom, pa s minjevanjem, pa to. Probam se učiti. To probam. Probam se aktivno učiti. Ja, sem nekje proti koncu 40-ih, ne, da nisem najbolj pametna in da je ful veliko stvari, ko jih ne znam, in da je ful stvari, ko jih ne vem, tudi o meni, stvari, ko jih jaz delam, da delam kaj narobe. In na katerih področjih se učiš? Probam jaz biti boljši človek. Jaz probam poslušati, pa vprašati, pa probam pomagati. To, kar pogrešam v okolju, jaz zdaj živim v Mariboru, to je res težko okolje. Jaz ga dojemam kot takega, jaz nekoga drugi ljudi dojemam, jaz ga dojemam kot izjemno težko, naporno okolje. Pa sem v Švici, ker sem imel rezidenco in sem videl, da tam deluje princip, da se bojiš smetje vršiti v napačen kontejner, zato ko veš, da bo 400 frankov kazni in da te bojo izsledili. V Mariboru ljudi ni strah. Pa ne pravim, da bi jih mogel biti strah, samo ni jasno definirano, kaj se sme, pa kaj se ne sme in pa se kar vse sme. A veš, v nedelo ti lahko v Mariboru parkiraš kjerkoli hočeš, zato ko redarji ne delajo. Ne moreš jih doklicati. Pa milijon takih primerov je. Da, človek da klimo, gre na fasado, pač, če ga bojo dobili, bodo če ne, pa ne, pa to bo trajalo, pa dokler se bo že naolčili. Po tem principu. In to se prenaša, tako kako je oblast, tako so tudi ljudje. V Črni recimo se to ne bi zgodilo, prepričana sem. Zato ker, ker je druge vrste vodstvo tam. Druge vrste, ti veš, ko priješ v Črno, čeprav sem jaz pa samo tam gostja, nisem tam stanoval jaz, ampak ti veš, ko prideš tja, kak doromotni, ne, kak rečete to, darežljivi so pogoji, čeprav so težki pogoji, ful naporni za živeti, zdaj še posebej, ko je taka, sta bili tudi dve ujmi, tudi lanska, ampak počutiš se kot nekdo, ki je vreden, ki ni spregledan, ki ima nekam je, če ima problem. No, jaz se v Mariboru niti slučajno ne počutim tako. Nasprotno. In pol probam sama ne jahati tega občutja, ampak probam sama take male stvari, ko jih lahko jaz premisliti, pa živeti bolj tam biti. Bolj probati biti tam za ljudi, ali pa tudi za sebe, ali pa bolj videti neke stvari v okolju. Pa probati tam odprti vrate, ko lahko. Ko si omenila Koroško, ne, ki so jo prizadele poplave, takrat po poplavah si v bistvu ti napisala en tekst, reportažo za Svobodno prilogo. Lani sem za Svobodno prilogo, ja. Tako, po prvih poplavah, teh najhujših, si pa tam v bistvu brala poezijo. Zakaj? Ja, takrat sem pa tudi en tekst napisala, samo tisti tekst je bil na spletu objavljen. Pole sem pa prosila, če bi lahko, no. Nisem hotela sebe jaz izpostavljati, sem vprašala, če bi kaj pomagal. Zato, ko se mi je zdelo, da iz istega razloga, ko so bile v Belgiji med epidemijo knjigarne pa trgovine z gnojnimi živili odprte. Isti razlog je. Pač to je hrana, isto. Ti moraš imeti dostop do umetnosti, moraš imeti. Ti ne moreš kako se reče to, celo, kako ne rečem to, ne vem, tako, pa pesmi piše mesle. Ja. Marija. Pa sramotim se tu. Grozen. Včasih se ne spomnim, kakve besede. Tudi jaz. Jaz sem ti ne pišeš pesmi, ali? Ampak delam z besedami. Ja, ampak kako ne rečem, tudi za tebe je bed. Ja. Ampak nekako se zgodi, da imam tako v glavi, ful imam besed naenkrat in ful so v različnih jezikih. In pa se spomnim, kako bi se nemško to rekel, pa sem tako, ne smeješ nemško, moraš slovensko, pa si prevajam v glavi.
celokupno, neko človek, kot neka celota, ploskovita, malo razplastena. Pa pride, viš. In zato rabiš tudi ti del. Ko ni dovolj samo biti, ko nimamo za to možganov, pa hrbtenice, pa nismo za to, ljudje rečejo, pa jaz pogrešam neki. Rada bi neki šel v life neki, in pol išče to na različne načine, eni v teorijah zarod, eni v tem, da pa ne smem zdaj klet tu, počnejo neke stvari na družbenih omrežjih, ko so sam škodljive, res pa predrkavajo, ne vem, kako ne reči to pač. Ti si tudi zadnjič rekla nekaj takega. V redu, ok, se je pa sicer malo politično korektno. Eni za to, eni hodijo v hribe, eni to, eni ono, ampak mislim, da je zelo zdravo iti sedeti v teater, redno, kino, razstave, da je to mentalno zdravo in za mentalno zdravje je dobro, nujno, ključno, ontološko. In ko so mi povedali, da so v Belgiji knjigarne odprte, so pa porka dušno, pa zakaj tole ni, a veš. To me je najbolj dopadlo, pač, ko niso bile. In se mi zdi, da iz istega razloga sem pol vprašal, če bi pač lahko. Veš, kaj se pa pol zgodilo? To se vse nanaša na to vprašanje. A veš, pa pridem gor, pa župan je rekel, Anja, a veš, da zdaj glih je fuzbal tekmo. Na športplacu gor je fuzbal tekmo. Pa to je blizu, Črna je mala. Kaj pa, če bi Grta šla prebrati kako pesem? Sem včeraj gledala ta posnetek na YouTubeu. A res? Nisem vedel. A res, majke. In sem rekel, a vete kaj, jaz pa, če res lahko grem, a bi lahko mogoče od Prežiha, iz Suzice en del prebral, ne da saj svojo poezijo tam turim, a lahko. Rekel, da ti lahko prebereš, kar hočeš. Županja je to. A veš, ko sem prej omenil, to je to. Jaz obožujem to, kako ona dela. In je pokal avto, ljudi, ko so tam čakali pred občino, ko sem imel branje, smo prosti, če bi lahko tek počakali, vsi so rekli, ni problema, bomo mi drugače svojo poezijo brali, dokler ti jedi. In so me pelali Grta. In smo šli, in sem speaker, tisti napovedovalsko je, pa glih je bil polcajt. In sem lahko jaz prvič in verjetno edinič v življenju na športplacu med tekmo bral Suzice. Pa ne vem, kako naj to drugače. Ne vem, kako to drugače opisati. No. Pač ne vem. In pa sem prišel dol in mi je tisti gospod, ko je ahtu vrate, ko imajo tam enega ahterja, ko ljudi hodijo, da ne hodijo si Grta. Je rekel, a vi ste brali, a vete, da sem se spomnil, ko smo mi to v osnovni šoli brali, jaz zdaj nisem bral. Sem rekel, super. Ja, pojdiva zdaj na stanje v državi. Šut. Pa kar ne bova velikega preskoka naredila. Pejva najprej na razpadanje šolskega sistema. Lani smo mediji poročali o pomanjkanju učiteljev in učiteljic, o posledicah, o gasilskih ukrepih v zvezi s tem, ki niso zalegli, o stanju, ki ga pred 20 leti, recimo, ki ga pred 20 leti do zdaj nihče, recimo, si ni mogel zamisliti za Slovenijo. Torej, da bi si pred 20 leti lahko zamislili, da bomo se pogovarjali o razpadanju šolskega sistema na način, kot smo že videli pri zdravstvu. Kam to vodi, kako si ti to občutila, kako te stvari popraviti? Mislim, vem, da je to težka beseda, samo jo uporabljam skrajno zavestno in stojim za tem, da jo uporabljam. To je zločin. To je zločin in stojim za tem. Take posledice, ko bo to imelo, jaz ne vem, kaj drugega bo imel take posledice. Jaz vse, kar sem, to, da sem lahko neke talente, ko jih mogoče imam, ustvaril, realiziral, sem lahko zato, ker sem imel v življenju nekaj pedagogin in pedagogov, ko so me oblikovali tudi kot človeka, zato ker šola ni samo podajanje znanja, vsaj toliko je tudi vzgoja.
vzgoja in izobraževanje, veš. In to, da se ti ne počutiš, da vemo, da obstaja neka stiska, to tvoje, to otroci in mladostniki, ne, ko čutijo to dnevno pri sebi, to ni dobro za nobenega. In ne bo nič dobrega, ne bo iz tega, nasprotno. Zato, ko mora biti to stabilen, varen sistem, znotraj katerega lahko ti svobodno pridobivaš znanje in druge vrline, ko te bojo naredile za človeka, ko boš enkrat končal s tem izobraževalnim procesom. Če to ni omogočeno, tega ni. In tega najbolj grozno od vsega je, da tega obdobja ni mogoče nadomestiti. Ni mogoče reči, bom pa pol, ko bo boljše obdobje. Ne bo. Ti otroci, ti mladostniki imajo zdaj ti cajt. In samo zdaj je za njih ti cajt planiran. Pol drugi pridejo in bo za njih. To se ne bi smelo nikoli zgoditi. Nikoli. To je kriminal. Predsednik vlade, premier Golob, je prepričan, da bo stvar zdaj rešena s plačno reformo. Recimo decembra je v intervjuju za TV Slovenija pač govoril o tem. Ne? On je med drugim tudi o učiteljih rekel, da ta dvig plač, ki ga planirajo, ni zanemarljiv, lestvica je zunaj, dvigi so za nekatere poklice znatni in prav je tako, če človeka nočeš plačati, ne pričakovati. Govorijo tudi o drugih poklicah, v katerih manjka kadra sicer. Da bo upravljal delo, ki ga neče drug namesto njega ne želi. Mi smo najprej poskrbeli ne za prazne besede, ampak za dostojne plače. Se ti zdi, da bo stvar s tem rešena? Kristus Marija, res, kako je to narobe, no? A veš, ko smo prvič tole s Samotom Bardutskim smo se pogovarjali o tem, kako bojo tudi ljudje vladali 8 let. Torej, po teh volitvah državnozborskih sta bila Samotom Bardutskim ustavnim pravnikom skupaj gosta, da sta ocenila situacijo po volitvah. Jaz razumem razočaranje ljudi. Samo to še začetek ni. Enkrat sem pisal o tem, da bi rabili šolo za politike. Pa so me napadli, da kao, to je ta kumrovška šola, kao hočeš nazaj ta sistem. Ne. Hočem sam, da bi ljudje, da bi tako zahtevamo kompetence, tako tole ne more sedeti kdorkoli. Rabiš neke kompetence, delal si leta in leta, zato izobraževal si se, trening imaš, neke kompetence, izkušnje, vse to, da lahko tu sediš. Jaz ne morem. Ne morem, ker ne znam tega. Tak bi, a veš, tu pa... Ti bom povedal na drug primer. Tudi plesati valček v domu starostnikov v Mariboru je treba znati. Ne more tega vsak. Ne moreš ti pa se delati, da si ljudski človek, če nisi. Žaljiv je. In to je isto. Govorimo torej o tem obisku v domu starostnikov premiera Goloba. Ja, o tem fototerminu, ja. Meni je nerodno mi je, ker je cringe to. Ampak v tem najslabšem tem pomenu te besede. A veš pa, jaz imam pravico govoriti svobodno o tem, pa se ne bati, ne govoriti z te premise, pa bo pa sam še slabš, pa se bojo pa oni vrnali. Ne dovolim si vzeti možnosti, da govorim kritično o kjerikoli vladi, ne glede na to, kakve so lahko posledice. In te posledice seveda so grozljive in seveda jih nočemo, logično. Zato, ker se še predobro spomnimo, kakve so bile, logično, seveda. Ampak to ne pomeni, da bom zdaj tih zaradi tega. To je slabo. In ne moreš vsega znarju rešiti. Ne moreš popravljati stvari znarju pol od zada. Ne gre, to je zgrešeno. To se ne da tak. Izobraževanje, šola, to je nekaj, kar je tako dragoceno, kar je eno od onih ontoloških postulatov ljudi, ko se formirajo, ko bojo kasneje plačevali za naše penzije, če hočeš z denarjem, ali pa ko bojo, hodili v teatre, ko bojo, zaradi katerih bojo teatri delali, ko bojo brali knjige, ali pa ne.
kaj se bo zgodilo s to družbo, če ne. In pa se ljudje, ko imajo toliko za proti umetnikom in umetnosti zapovedati, čudijo, zakaj jim ljudje jemljajo plac na parkirplacih, zakaj se jim turijo po cesti, zakaj jim pred nosom zapirajo vrate, zakaj družba kot taka, zakaj se je vedno bolj uveljavlja sovražni govor. Zato, kot tega ni. Skratka, jemlješ to, da se bojo končno povišale plače nekaterim poklicam, ki so bili res sramotno plačani. Vesela sem, da se bojo. Kot nujni. Ampak to je predpogoj, mimo katerega mislim, pri katerem se sploh ne moramo, mislim, o čem se pogovarjamo. Je seveda logično. Oprosti, veš, kaj si rekla, to, da so te izdelali tudi nekateri učitelji, profesori. Ravno v zadnjih dneh sem se jaz v bistvu spomnila pri svoji situaciji na to. Kakšno srečo imaš lahko, ko srečaš take pedagoge, da imaš recimo pri vseh predmetih ali pri večini predmetov neke izjemno kompetentne ljudi z tega področja. Kako te to zaznamuje? Kako mi, v bistvu še pri teh naših letih, ker sva obeh v teh letih, o katerih si govorila. Se opravičujem. Vi, kolegica, ste vendarle nekoliko mlajši. Eno leto. No, kako ne rečem. Da se zdaj, torej pri teh letih spomnim na to, kar nam je govorila profesorica sociologije v srednji šoli. Ja. In recimo na to profesorico sociologije se jaz mnogokrat spomnim. Jaz pa na 4. letniku sem imela profesorico filozofije, ki je v veliki meri bila zaslužna za to in sem ji bom do konca življenja hvaležna, da sem šla študirati filozofijo. Ker se mi je svet odprl. Tako je bo, kot da bi bila ena zavesa in pa bi nekdo vstopil noter in tisto zaveso gor odprl in da bi bil cel svet. In meni bi se zdelo, mati mila, vse to obstaja. In jaz imam možnost vse to videti. Jaz lahko to pošlatam, jaz lahko to berem, jaz lahko zastopim, In isto sem imela v osnovni šoli 2 učiteljici za slovenščino, razredničarko v 5. razredu, pa pol v 7. pa 8. razredu tudi profesor za slovenščine, s katero imam še zdaj stike. In glih mi je pisala za knjigo. In mi je napisala, kaj si misli. In meni bo to, ko sem jo preprašala, kaj sem se naučila, zelo se učim artikulirati lastno hvaležnost. Zelo se učim biti s tem, da sem hvaležna za stvari, da vidim stvari, ko so dobre, pa ko so mi dane. Pa niso povezane z nekimi materialnostmi. Zato sem se prej smejala, zato sem se nasmehnila prej. Samo nasmeh je bil bolj grenak, ko si omenjala to, da bi predsednik, da bi premier reševal to na tak način in bi bilo to dovolj velik ukrep. Ko ni vse od denarja. Takoj, ko to rečeš, je tako, zato, ko ga imaš doista. Ja, nimam ga doista, samo ni vse od denarja. Še vedno trdim, da ni vse od denarja. In to, da si lahko storil, da si lahko hvaležen za to. Jaz ti ne morem povedati, koliko mi je pomenilo to, da sem ob 6. zjutraj, ko sem stala, dobil tudi e-mail in da sem ga lahko prebral in da je bil na meni napisan in da je bil za neko stvar, ki sem jo jaz naredil. Veš, pa ni to, da me nekdo tam dota po koži, po glaki gladijo. Nikakor ne, tudi ne zahteva. Mislim, sploh to ni point, ampak to, da lahko vidim, da probam lahko videti stvari, ko so dobre. V neki okolici, ko so da nobenega druga ne zadeva, ko zadeva samo mene. Ampak da hkrati, da to ni mišljeno egoistično v smislu, da jaz zdaj samo sebe postavljam, ampak da s to zavestjo neke hvaležnosti za to, kar imam, lahko grem naprej, pa lahko probam delovati v svetu. To je nekaj, kar probam pri sebi kultivirati. Pa ne gre mi glih še v redu, ampak probam se večkrat spomniti na to. In poleg take stvari, ali v družbi, ali rečemo tako to z izobraževanjem, jaz ne bi bil tak človek, z vsem dobrim in z vsem slabim, ne bi si naredil na tak način, če ne bi imela možnosti teh. Če ne bi imela ljudi, ko so, človeka kompetentnega, ki je obvladal slovenščino tak, da sem jaz zaradi tega znal na pamet, aškrca, neke stvari, da še zdaj znam vejce postavljati v odvisnih stavkih, zato ker smo se tam drdrali to v nulo.
In da nekega človeka za filozofijo, ki je znal to, ne samo to, kar je bilo naučnem načrtom, ampak ki je znala vzgajati s tem. Jaz bom zdaj tudi izpostavila svoje. Če si ti za slovenščino, za umetnost, pa za sociologijo. Super. Ne, ampak res je to. Lansko leto je zaznamovalo v bistvu to veliko vprašanje, ali smo torej, in očitno smo pri šolstvu nepredstavljivo na podobni poti kot pri zdravstvu. Kdo bo te otroke učil, kakšni bo ljudje, ki bodo učili, ali jih bo sploh domel učiti, na kakšen način jih bodo učili. Tako da hvala za to, kar si v zvezi s tem povedala. Če lahko še nekaj dodam. Če ni ustreznega izobraževanja v družbi, cvetijo teorije zarot. In teorije zarot pripeljajo v neko radikalizacijo, neko ultraradikalizacijo, ki smo ji priča po svetu. Vse to, kar govorim, ne govorim na podlagi nekih lastnih uvidov, ki so nekje v vakuumu. Vse gledaš svet okoli sebe. Pač znanje ali strah pa neznanje gojita to, rodita to, kotita to, ali ta občutek. In mi imamo samo srečo tu pri nas, da še ni prišel da so vsi ti taki bolj, nočem biti žaljiv, populisti. Ja, veš, da so ti populisti, ki bi radi, take sorte bolj, ko jim je težko slediti, zato ko se sproti izžagajo na kjer želijo sedeti, ampak to je samo sreča. Na neki točki se bo najdel nekdo artikuliran, nekdo, ki bo lahko za sabo potegnil nek del množice in bomo imeli to tudi tole. In to ni jutr, to je že tole. In proti temu se ni mogoče boriti drugače kot z izobrazbo, kot s kultiviranim nekim dostojanstvom, ki se zgodi z izobraževanjem, z vzgojo. Ni druge možnosti. To boli, ni fajn se izobraževati, naporno je. Tako brati, to je vse naporno, samo je pa nujno. Če je dober pedagog, potem je to tudi užitek. Točno to. In otroci tega ne občutijo kot kazen. In tudi pri branju je isto. Veš, ko smo se veliko branju isto je. Veš, če imaš ti nekoga, ki te navduši, ali pa če se ti sam navdušiš, ali pa če imaš možnost se navdušiti, ti boni za kulturne prireditve so nujni. Zato, ker ljudje ne moreš ti gledati, in vem, da veliko ljudi tako živi, mleko ali karta. To ne moramo si, mi kot družba si tega ne moramo dovoliti. In to ne samo za mladostnike, za vse starostne skupine, posebej tudi za ljudi nad 65 letom, posebej za ženske. Zato, ker vemo, kakva je socialna struktura, vemo, kje so ti problemi. In nujno je, kultura je nujna in jo je pač treba na tak način dati. In ne slušalke, če veš, kaj mislim, ali ne slušalke. Dejansko kulturo, knjige, filme, gledališče, koncerte, muziko, razstave, vse te stvari. Ker bo to zagotovilo v družbi nek korak naprej. Ker zdaj ne samo, da stagnira, zdaj regresira. Ja, seveda. To šolstvo je simptom. In to je, tako si rekel, to se mi z ustci vzela, točno to je, tudi ta problem s šolstvom je simptom in ne moreš na tak način, Jezus, ne moreš na tak način se lotiti te težave. No. To je isto, ko je mariborski župan naredil, ko so nam napadli knjigarno, pa gre napisali Smrt Pedrom. To je isti, ti citira, Majke mi citira, ti bom, kaj je rekel kot prvi odziv gospod župan Maribora, ko so ga novinarji na novinarski konferenci predvsej mestnega sveta povprašali, kako komentira to, da je na steni knjigarne se pojavil grafit Smrt Pedrom. No, gospod je rekel, citiram, mislim, da imamo tega že dovolj po svetu, ne bi si še v lastnih mini okoljih grenili življenj, tako da, drage Mariborčanke in Mariborčani, držimo skupaj, radi se imejmo in bodimo tolerantni. Skratka, o tem, kar si zdaj izpostavlja, smo mediji poročali v minulih mesecih. Prišlo je do napadov homofobnih, verbalnih, tudi fizičnih, zgolj zaradi tega, ker ste izobesili mavrično zastavo v času Pride ponose. Ja. Ko si bila ti tukaj nazadnje... V bistvu meseca ponosa. Ko si bila ti tukaj nazadnje, torej pred letom in pol, sva govorila tudi o LGBT tematike in ti si tam govorila, ne more reči teoretično, ampak govorila si o tem, da, čakaj, sem si zapisala. Ne, se te lahko govorila si o tem, pred letom in pol, o tem, da si ne smemo, kako lahko dovolimo, da je v tej družbi kogarkoli strah.
govorila si o tem, kar se je dogajalo takrat na Paradi ponosa. In zdaj ste bili v bistvu vi v tej situaciji. Tako da me zanima, a je tebe strah? Ne, ampak me je pa sram. Sram je, da sem pogledal tisti posnetek, ja. To je tak, lahko je bo meni takrat govoriti, ko meni noben nič naredil. Ali. Poskušal sem biti simpatetična, poskušal sem biti solidarna, kakor sem ba lahko. Samo to so bile besede. Pole te življenje pokliče, ali tak dobiš tiste svoje klofute, ali ko to je lepo potala, ali pa še malo viška zraven za vsak slučaj, da se prime. Ali. Ja, lani junija je bila knjigarna žrtev, oziroma pač mesto konstantnih napadov, verbalnih, pol pa tudi poskusa fizičnega napada, večkratnih kraj zastave, pljuvanja zastavo, zikhajlanja pred zastavo, zmerljivk sploh ne štejem to. Pa raznih teh pač... Sovražnih sporočil napisanih na pročelju. Ja, ne, to pa se je zgodilo zdaj. To, najprej takrat, ko je bila junija obešena Maurična zastava, smo mogli pol na koncu najet varnostnika, da smo lahko normalno delali sploh, ker nismo mogli drugače delati. Ampak veš, ti ljudje, to so mladi moški, ko to počno. Izključno. Ampak, veš, več stvari moram tole povedati, moram se izkoncentrirati, da ne bom slučajno česa pozabil, ampak, veš, po eni strani je to, ne, da si deležen te agresije, tega sovraštva, da postaneš neke vrste, kako se to prevede, speed bucket, neko mesto, obče mesto, zato da lahko vsi odlagajo svoje frustracije onga. A veš, in zelo lahko je, zelo enostavno, o tem sem prej govoril, o teh populizmih, pa o teh teorijah zarot, zelo lahko je identificirati Maurično zastavo z nekimi ideologijami, ki ti jih vsak dan trobijo in ti jih čuješ in sploh ne veš v bistvu, o čem več govoriš. Vse ti pobi ne vejo dejansko, zakaj smo mi to tam izobesili, pa kaj ta zastava dejansko pomeni. Oni so pač videli v tem neke puhlice, ko so jim jih servirali, pač dolgo so jih slišali v nekih lokalnih ali pa nekih okoljih, v katerih se gibljajo, da je treba to sovražiti zaradi tega, ker bomo ne vem kaj, posiljevali otroke, spreminjali spole, ne vem kaj vse, pač neke, nebuloze, ko jih niti ne znam ponoviti. Mi smo postali mesto za to sovraštvo. Ampak mesto Maribor nič ne dela, da bi ozavestilo to sovraštvo. Če sem ti prej citirala, radi se imejmo in bodimo tolerantni. Ne, mi nočemo tolerance. Toleranca je nasilje. Nočemo tolerance. Hočemo ozaveščanje. Hočemo to, da ljudje vejo, zakaj je treba to sprejeti. Zakaj je dobro za njih, da to sprejmejo. Kljub temu, da se oni s tem mogoče strinjajo. In predvsem hočemo, da se razblinijo ti predsodki tega, kaj to ni. Oni pa mislijo, da je in lepijo na eno Maurično zastavo obešeno, na eno knjigarno, vse to sovraštvo. In prepričala sem, danes pa sem v črnem, pa bo to problem. Pa imam že napačne teniske, ali pa imam lasi preveč strelijo, ali pa bo že neki problem. Skratka, vedno bo oseben razlog za to, da bo sovraštvo prisotno. Neki bo. Ampak je to pokazalo, zakaj je pomembna Maurična zastava? Ja, pa če greš na Dunaj, sem šla polk, sem imela neko branje tam, pa sem slikala v 15 minutah 20 zastav, ko smo se vozili mimo. Pa sem nehal slikati brez veze. Vsaki podi, od mesnice do frizerja, do knjigarne, do teatra, posod. To sploh ni več vprašanje, s katerim bi se mi podrobneje ukvarjali, a bo tam zastava ali ne. To je že del folklore, samo ne pri nas, ne v Mariboru. Ampak veš, problem je večplasten. Po eni strani, ko se to zgodi, je problem oblasti, mestne oblasti v tem primeru, ki se ne odzove. In s tem, ko se ne odzove, podžiga to. Ne samo dopušča, ampak celo podžiga. Ker je ono, po mojem mnenju, zato ker ni ustrezno sankcionirano, ker ni dejansko rečeno, da je to nesprejemljivo v mestu. Ne? Ker imamo pred takimi omlednimi stavki, ki so mi obsojamo nasilje, a res, kaj ste pa naredili? Niti enega človeka od mestne občine Maribor ni bilo tja, da bi vprašal, kaj nucamo, a bi nam lahko pomagali, a bi nam lahko, ne vem, karkoli naredili, enega ni bilo tja. Niti župana, niti kogarkoli druga, niti enega človeka. Pa mi smo v mestu, tudi če mene ne marajo oni tam, razumem, pač v redu, ampak že to je narobe, ker oblast ni osebna tu. Ne moreš ti osebno vzeti nekih stvari. Ja, veš, moja naloga kot kolumnistke je, da se utikujemo stvari,
Ampak sem poskušal biti vedno korektna in sem poskušal vedno z argumenti. Ne? Da so tiste kante tam stale 2 leti pa pol, prosti, no, stale so na Formovivi. Pač ne morejo stati kante na Formovivi v nekem mestu, ko ceni kulturo, že ne morejo. Se je pa odzvala predsednica države, ne? Se pa je, ja, se je. In zato sem zelo hvaležna. Ne vem, koliko je imel to vpliva pol dejansko, ampak sem zelo hvaležna, da se je. Ja, sem pa tudi povabljena na sprejem tja k njej in sem govorila z njo o tem, se mi predstavila situacijo, kakršna je. Ampak po eni strani imaš to. Mesto bi moralo takoj, brez nadaljnega, obsoditi to in tudi jasno pokazati, kaj bo naredil za to, ne samo da na verbalni ravni obsodi, kar je ena stvar. Pol pa bi se mogel ustrezno odzvati tudi sistem. Mi smo izjemno razočarani nad tem, kako se stvari ne procesirajo. Nekatere stvari je zavrgla že sama policija, nekatere stvari je, zdaj smo dobili odločbo tožilstva, da bi zavrgli nekaj, kar je bilo predano tožilstvu. To so neke stvari, ko kažejo nek sistemski problem z 297. členom Kazenskega zakonika. Zelo težko je očitno razumeti tudi tej veji oblasti, da pljuvanje na zastavo ali pa poskus kraje zastave da tega poskusa kraje zastave ne vodi želja po odtujitvi 20 evrov vrednega objekta, da je zastava, mavrična zastava, kot pač vsaka druga zastava, simbol. In da je to, kar se je zgodilo, napadi sovraštva do manjšine, vsi ti napadi. No, saj so napisali tudi smrt Pedro, Saj, če ni bilo dovolj jasno. mislim, da zdaj je pač črkovano. Tako. Ampak hočem reči, enkrat bo treba reči stvari poimenovati s pravimi imeni. In ne se delati, da je poškodovanje mavrične zastave, kako se reče to, pozabil sem, kako se reče, ko nisem tako doma v tej stroki, ampak poškodovanje tuje stvari, kršitev reda in miru. Enkrat bo treba razumeti, da je to dejansko sovražen govor in da je to kršitev Kazenskega zakonika, ki jo je treba sankcionirati. Jaz sem se vprašal takrat po tej smrti Pedrom Grna na knjigarni leta 2024 v drugem največjem slovenskem mestu, dokdaj bomo čakali? A dokler, da se bo komu kaj zgodilo? Dokdaj? Kdaj bo pol tista meja? A bo pol to tako z obžalovanjem vam sporočamo, da? A res? Mislim, a veš ti, da je tole več nivojev. Eno je neodzivnost mestne oblasti, ki nimajo očitno nobenega plana, kako to tudi preprečiti, kako dati vsebine mladim ljudem. Ko si prej me sprašal za izobraževanje, ali to je tudi to, mehko tkivo v mestu, ki ga je treba nadfinancirati, zato ker je bo to let podfinancirano. Pa Maribor ima že itak ta problem zaradi industrije pa vsega tega, kar se je zgodilo, tega kraha mesta. Ne? Po eni strani to, po drugi strani pa tudi policija, pa tudi tožilstvo. Ne? Tudi to. Tako da je več teh nivojev, ko se to prepletajo. Jaz bi vse gledalke in gledalce in poslušalce in poslušalke tukaj napotila, mogoče bom pripela torej lanski podcast, kjer si ti v bistvu govorila o tem, zakaj si ponosna. Ne? Zakaj si ponosna in zakaj te ni sram. Dejansko je to nadaljevanje tega, kar si ti takrat povedala. Ja, zdaj sem v bistvu to doživela tudi na lastni koži večkrat in ko mislim in soda, rečem, je to v narekovajih oplemenitilo moje dojemanje tega, kar sem takrat govoril, ali zato, ker pač imam zdaj to izkušnjo, želela bi si, da je ne bi imela, ali pa da je noben ne bi imel, se tu ne gre sam za mene, ali se v Mariboru ne živim samo jaz kot lezbika, živi toliko pa toliko ljudi, ko živijo slabše kot bi in so diskriminirani zaradi tega, ker mestna oblast ne poskrbi, da bi lahko bili vsi tam in vsi zun in vsi normalno živeli. Res so neke, kaj rečem, pa zdaj govorim o Mariboru, ker pač tam živim, ampak če bi zdaj tole sedel nekdo, ki bi nekaj iz drugega mesta, bi ti lahko povedal pa drugačno zgodbo, ampak jaz pač lahko samo o tem govorim, zato ker sem tam, ne? In vidim ta vsak dan in ni prijetno. Ni prijetno. Za stanje v kulturi, to sem te tudi že kdaj vprašala tukaj na tem mestu, kakšno ocenjuješ, da je? Za oblast, skratka si že povedala, z njo nisi zadovoljna? A ti si? Ne. Mislim, kdo je? Tako kot si ti rekla, ne? Kritičnost do tega, kar se v državi dogaja, je ključna.
in je predpogoj, da v bistvu živimo neko boljše življenje nekoč v prihodnosti. To, da se ljudje bojijo, kaj če bo prišel tisti, pa kaj če bo prišel uni, in da se zaradi tega samo cenzurirajo, je sam slabo. Eksponentno slabo. Tole bi sam še dodal, da je... Tudi mediji, oprosti, če to dodam. Tudi mediji. Ja, seveda. In to je grozno, kaj se dogaja. Absolutno. Tole, preden šel na kulturo, bi samo glede oblasti dodal še, da mogoče je premalo očitno pri nas, ali pa je civilna družba premalo, to pogledno premalo decidirana. Tisti, ko so izvoljeni, morijo vladati. Kar pomeni tudi prevzeti odgovornost. Kar pomeni ne predstavljati odgovornosti, ampak jo prevzeti na sebe, zato ko so za to izvoljeni. Morijo vladati. To ni več vprašanje arbitrarnosti. To je nujnost. In to sabo prinaša to, da si ti resen. Ne, da se zabavaš tam z nekimi, ne vem, pač. Mene žali, kot državljanko Slovenije, premier z glav cvetače na Instagramu. Žaljivo je. Zato, ker je to izvoljen predstavnik ljudstva kot najvišje oblasti. Pač to je nekdo, ki je sprejel to mesto, ko je bil pač imenovan na to mesto. Je sprejel je to mesto. Vem, da ni on direktno izvoljen, ampak kandidiral. Ne? In ne vem, kako naj to drugače, ampak na Koroškem je malo bolj trda govorica, taka malo bolj robata. In tam recimo bi ob tem, po mojem mnenju, ljudje rekli, da je Erika srat. In to večkrat občutim, ker je pol to mesto prazno, ni zasedeno. Nekdo tam, ne vem, pač skuša ugajati ljudem. Oblast ni zato, da bi ugajal ljudem. Oblast je odgovornost. Ti moraš to prevzeti na sebi, moraš tudi tisto, kar je nepopularno, sprejeti. Moraš spraviti skozi. In to je umetnost pogajanja tega, da ti vladaš, da znaš vladati. Veš, toliko knjig v knjigarni, ko delam včasih v knjigarni, toliko knjig obstaja na to temo, ti ljudje nič ne berejo, ali kaj, a ne utegnejo, ali kaj. Mislim, kaj pa jih ujera? Mislim, toliko enih knjig obstaja na to temo, za božjo voljo, no. Pa dej, sem te pa neki, začnete brati, pa začnete razmišljati, pa malo, filozofi, pa neki, mislim, pismo, no, pa ne moreš tako zdržavo delati, no. Pa, veš, pa zdaj, pri čemer upozarjam, ali, a veš, da je to še luksus, da se lahko zdaj o tem na tak način pogovarjam, ali, da je to v bistvu luksus, da se lahko sploh, ker prej to ni bilo možno, ali. Prej se to sploh ni dalo, prej se ne mogli niti v tem pogovarjati. Ja, ni druga oblast, drug način dojemanja, a veš, ta osnovna premisa demokracije, to, da lahko ti v tem govoriš, jo je treba razumeti kot blagodat. No, ampak sej mi smo se vedno... Seveda, samo hočem reči, govorim družbeno, seveda jaz bi isto, ampak v splošni družbeni klimi govorim. To, ko opozarjajo nekateri kolumnisti in komentatorji, da se je klima umirila, to je res. In hvala Bogu. In mislim, ne v religioznem smislu, ampak ne, kot se reče. Ampak, veš, to je, kako ne reče, to bi mogel biti osnovni predpogoj, ko ga jaz jemljem kot osnovno bazo, na kjeri pol sploh lahko karkoli zraste. Drugače sploh zraste ne more nič. Drugače je to pač samo ena pustinja, porazirana, kjer kaj ne more biti. In seveda na takem ne moreš govoriti o tem, ker pač nimaš kaj reči. In gremo tja. Mislim, vse se vidi, ali se tudi Slovenija ni otok, nekaj znotraj nečesa širšega deluje. Se vidiš, da letošnje leto, kaj si pa želel ljudem za novo leto? Kaj si pa rekel ljudem? Jaz sem spisal kartice, ko sem sedela za mizo in 15 minut, in pa ponovadi nimam težave s tem 15 minut razmišljala in na koncu napisala mir. Aha. Ker pač nisem, kako naj drugače to večinoma, no, kako naj drugače to kako naj še vedno pišeš sebi, ali v končni fazi vedno, ali pisava ima to, da vedno izražiš tisto, kar je to problem, ali. In se mi je zdelo, da težko kaj druga rečemo. Tako da ja, to ni, to je še luksus.
da to sedimo zdaj. Pa, ne. Vrnilo me je to nazaj na začetek pogovora oziroma na to pesem, ki Na sem to pesem, prebrala. ja. Torej, To pesem sem tam, vprašaj, to pesem sem takrat napisal, junija, na tablo, pa sem jo dal pred knjigarno. torej ali Medvedek Pu Ali pa Mein Kampf. Mein Imaš Kampf. roko, imaš vse, kar je potrebno za to, da lahko, in to odločitev je. In veliko ljudi se je odzval. V Mariboru mi je super to, ker ostaje tudi zelo veliko ljudi, ko se dejansko odzove. Veliko ljudi pride v knjigarno, vedno imamo spredje eno pesem napisano, ali pa nek odlomek. Ne. Veliko ljudi pride v knjigarno samo zato, da reče, hvala, ne, ali pa, teta pa, kdo je pa to, ali pa, teta pa ne poznamo. Ali pa. In to je super. In to, veliko ljudi se je prišlo, se je odzval na to pesem. So prišli pa, pa so kaj rekli, pa tek, so razumeli. O kulturni politiki si mislila še nekaj povedati, oziroma sva skrenile. Prosti, to je moja krivda, prosti. Ministrstvo za kulturo recimo je zdaj med prazniki praktično dalo v medijski zakon, ne, ki se zadeva nas medije, ki je ostro kritiziran strani v bistvu praktično vseh. Ne govorim tukaj o političnih subjektih, političnih strankah, govorim tudi o civilni družbi, medijih, novinarjih in tako naprej. Pa zadevnih društvih, a ne tako jih. Tako. Ja. Kaj pa druge stvari? Mislim, ne vem, tole obstaja ena dosti tolika diskrepanca, ne, o tem, kako kultura v družbi, kako je kultura v družbi dojeta. Na olčas sem se že teh puhlic in kletvic usmerja, ne, kao zajedavcev in vsega tega, ne niti ponavlja, ampak v družbi nekdo mora osmisliti to, kar se dogaja. Nekdo mora sprožiti debato. Nekdo mora biti kritičen, pa mora abstrahirati realnost, dejansko to, kar se dogaja in skušati iz nje izluščiti neke stvari, o katerih se moramo bolj pogovoriti, zato da bi šli lahko skupaj naprej. In to mesto bi tudi morala imeti kultura. Pa ga nima. Tu pa ne morem mimo nacionalne televizije, žal mi je, ne morem. Pač to, da je kultura tam dojeta tako je, oziroma da je, a veš, po teh protestih, a ne, se je kultura pomaknila še bolj nazaj. Protestih za RTV. Ja, takrat je bila še po osrednjem dnevniku, ali pa smo se kregali okrog tega, smo se ful trudili, da bi bila pred športom, a ne. Pa je popol tekal pred športom za športom, ne, ampak je bila za dnevnikom osrednjim, zdaj pa ni več. Pa tudi nima nekega takega mesta. Lahko to ilustriram, recimo, ne vem, zdaj pred kratkim je bil po televiziji en super dokumentarc o gospodu Šumiju. In znotraj tistega dokumentarca so bile tudi eni arhivski posnetki nacionalne televizije, ki so bili namenjeni temu, da bi prikazali, kje vse je gospod Šumi sodeloval v okviru televizije, ali ker je komentiral večkrat, bil je kao profesor na televiziji, ali tako v tem smislu je bil prikazan. In tam so bili posnetki v Mizija. Ne vem, če ti spomniš, jaz se spomnim te oddaje, kaj sem rekel, da si mlajši, ne vem, si gleda. Ja, valjda. To je tako retorično vprašanje, seveda se spomniš, zato ker tudi če nisi nič razumela, pa jaz nisem nič razumela, ampak smo gledali to. Tudi če je bilo samo prižgano, pa nismo dejansko gledali, tam je bilo. Zato ker je bilo v takem terminu, zdaj pa ni več, pa tudi te oddaje ni več. Pa tam niso sedeli kreni ljudje, tam so sedeli intelektualci najvišjega kova, ki so debatirali in so s tem, ko so govorili o neki temi, tako šola, ko izobražuje, hkrati tudi vzgaja, oni, ko so govorili o neki temi, so hkrati kazali moč dialoga, na kak način se diskutira, tako da si spoštljiv, pa da se ne strinjaš. Ta oddaja je potrebna, mi jo rabimo kot pošava vode. Tako res, nujno jo rabimo. Mogla bi biti enkrat na teden na sporedu v elitnem terminu. In to govorim kot stara plošča, že ne vem kako cajta. Zakaj? Zato, ker jo družba rabi. Nujno. Kaj pa imamo? Mi imamo tako oddajo, kjer 3 ljudje brez nekega voditla tam govorijo. Fajn, super, krasno, ampak kdaj je to na sporedu? Naša družba potrebuje dialog. Ja, ti vem, ti nočeš, da grem tole zdaj razlagati. Preveč pomembna je nacionalna televizija. To je nekaj, kar je temelj naše družbe. Jaz ne morem, nočem, da izvedniku, da zdaj tole obračunavam z nekom, ko je ni v prostoru, ampak to je nekaj, kar je bitno lastno družbi. In mislim, da je potrebno o tem govoriti. Da nacionalna televizija rabi torej
več kulture ob cajtu, ko je ob prime timeu. Ja. Večkrat. In to take In oddaje. oddaje, ki učijo o Polemične argumentirane debate. Seveda, pa tudi oddaje dejansko, ko imaš dosti cajta za neko temo. Ne vem, oddaje v filmu, oddaje v teatru, kjer je dosti cajta, kjer se ne mudi, kjer lahko ti razpravljaš tudi o tem, kjer lahko pride ljudje pa o tem govorijo. To so žlahtne tradicije znotraj ene družbe, ko to družbo oblikujejo, če jim jo ponudiš. Pri nas pa sploh ni možno, da bi bil televizor prižgan, medtem ko ti solato pedenaš za večerjo, pa bi tam se nekaj kulturnega odvijalo. Ker ni tega, tam se odvija šport. Pač, ne? In zdaj, apropo športa, ne? Jaz bi a si predstavljaš ti, da bi mi imeli album sličic slovenskih nagrajenk pa nagrajencev Prešernovega sklada pa Prešernovih nagrad. Ne, imaš pa nogometaše. Ali pa celo životinjsko carstvo. Imaš tudi živali. Nimaš pa kulturnikov. Ne? In tega ni prisotno. Otroci zbirajo živalske sličice, otroci zbirajo fuzbaleri. Super, krasno, imenitno, ampak zakaj ne zbirajo še, imamo jih celo plejado. Veliko bi lahko spot napisali v njih, to bi bilo super. Fajn pa, da bi to prodajali v trafikah. Ful bi bilo fajn, da se malo popularizira to, da se ve malo. Drug primer. Jaz bi predlagal, če bi mogoče za začetek, zato da bi malo izenačili to, namenili toliko denarja, ko glih je denar to merilo, za življenjsko nagrado, Prešernovo nagrado za življenjsko delo, ko ga damo za zlato medaljo na olimpijskih igrah, kar je tam med 67 pa 70 tisoč evri. Po internetu sem preveril. Prosim, ne me držati za besedo, če ni. Na internetu sem našel ta podatek. Trenerji pa 67 tisoč evrov. Samo to. Za življenjsko delo, ko je celo življenje delaš, Za Prešernovo Prešernovo nagrado za življenjsko delo, samo da se izenači. Kot ena zlata medalja na olimpijskih igrah. Kot simbolen Kot simbolen prikaz tega, da nam je za kulturo mar in da nam je za življenjsko delo ljudi, ko to nagrado prejmejo mar. Pričemer moram seveda reči, da se absolutno ne strinjam s to poskusom popularizacije Prešernove nagrade. Niti slučajno. Mislim, da si zaslužijo tudi drugi žanri. Absolutno nagrado. Pop kulturo. Ja, ne strinjam se s tem, absolutno ne. Zdi se mi popolnoma zgrešeno to, da bi to počeli. Prešernova nagrada ima svoj namen in smisel. Namenjena je visoki kulturi. In lahko se delamo, da je to elitistično, seveda, lahko se o tem pogovarjamo, ni problem, nima časa zdaj, ampak lahko bi. Ampak še vseeno, tako mora ostati. Rabimo drugo nagrado. Nimamo je. Včasih so bili Viktorji, pa ne Gongi, pa ne kaj vse bo. Nimamo take nagrade. Treba spostaviti eno tako nagrado, rdečo, feco, reflektorje, žuto štampo, vse kar gre, torte, ne vem, šampance, penine, bodol, vse to, kar gre, zato, da dobimo nek tak glamur, ker tudi to rabimo v družbi, absolutno. Samo ne Prešernove nagrade. Ob tem trenutku gledalcem in gledalkam z veseljem povem, da bom v naslednjih tednih imela kar nekaj ljudi tukaj kot gostje in goste iz kulture. Nice. Tako bom začela tudi letošnje leto, potem pa pridejo na vrsto tudi druge teme, tako kot vedno, in politika, in gospodarstvo, zgodovina, vse bo prišlo na vrsto. Med drugim tudi dva, ki bosta dobila, oziroma eden Prešernovo nagrado, ena pa nagrado Prešernovega sklada. Tako je. Ampak zdaj, ko smo o kulturi, veliko kulture je tudi v tvojih esejih, sprostih spisih. Hvala. Te spise si omenila na zadnje, ko si bila tukaj, takrat si jih začenjala pisati. Razlagala si, mislim, da tam, o katerih temah boš pisala, omenila si čaj, oziroma sem jaz to omenila, po moje. Zdaj, ti si te spise napisala, so že kar nekaj časa zunaj. Od sredi novembra. In to so v bistvu neki taki konzervirani trenutki, recimo časa, če se vrnem na začetek najinega pogovora, razmisleki. Takrat, pred letom pa pol si rekla, ni namen, da bi ti eseji spremenili svet, ki jih pišeš, ampak da se boljše petati kot kričati. Tebe to kričanje v družbi in odnosih moti. A ti razumeš? Ti razumeš. A veš, ko ljudje tako hodijo z mobiteli, pa se ful dere, notri mobitel, pa iz mobitela se en ful dere, ta kovinski glas, mal distorziran, se nazaj ful dere. In to recimo v nekem prostoru, ko ti ne moreš pobegniti, naprimer v bolnici, ko čakaš, da te bojo poklicali notri na urgenco. To se mi je zgodilo, zato tudi primer navajam.
ko moraš ti tam 3-4 ure čakati in ne moreš pijeti ven, ker ne veš, da te bojo poklicali. In pole se nekdo dejansko tam, zakaj je to dobro? Mislim, zakaj je dobro, da moramo vsi poslušati enega, ko žvižga? Zakaj človek nuca to, da mora biti na tak način prisoten? Ni dovolj, da se zmeni z onim človekom, pa da jaz ne rabim vedeti, kakve tangice je imela ona oblečene, ko me ne... A veš, ko imam, ne vem, ful enih stvari v življenju, ko ti polni v glavo in probaš si narediti nek prostor, neko toček, kamor se lahko sedeš pol pod večera, ne, pa ne vem, pa malo, a veš, pa malo, si malo s sabo, ali... Zakaj bi te stvari ne razumem? Res ne razumem, zakaj je taka ignoranca do ljudi vlada. To me v bistvu bolj moti, da ljudje ne znajo dati mera. Pa nekako biti sami sabo, pa s temi ljudmi, ko so dejansko tam zaradi njih. Ampak da je tako nujno potrebno biti kričal, da mora cela družba biti tako nujno kričava. Zdaj v Mariboru, če se spet vrnem, je bo eno tako veliko kolo, ko so si tako vrtili, tako, ko se lahko groseš, tako, kako se reče, to panoramsko kolo. Ko je imel tako nažgane luči, da s tim bi slep spregledal, no. Pa zakaj, ne razumem, pa muziko ful na glas, enkrat sem ob 15 dopoldne, ko ne moreš niti z avtom po 10 uri, turisti lahko 24 ur na dan grejo v hotel, ko da vozijo, ti pa z dostavo lahko samo do 10 greš in jaz pač nisem mogla prevzeti knjig prej, pa sem mogla nestih ob 11. Pa sem pač nesla te knjige in je bil tam na glavnem trgu nek prostor, kjer je bila ful na glas muzika. In sem mislila, zakaj je tako na glas muzika ob 11 dopoldne, se pa zdaj noben ne gauda, pa zdaj so vsi na šihtu, pa gledam, pa nobenega človeka nikjer, samo muzika ful na glas. Pa tam ljudje živijo okoli, posod. Pa tako, zakaj je to treba? Štrom se je porabila. Ali pa v Mariboru zelo veliko ljudi divja z motorji, ali pa z avti, pa tega noben ne preprečuje. Ne samo v Mariboru. No, pa jaz mislim, da grozno je naporno to poslušati, noben tega ne prepreči. Pa dajte ene radare, pa dajte jih pofotkati, pa dajte jim neke drakonske kazni, pa bojo nehali, pa se to je dosti enostaven postopek. Potem se je pa vprašati, v bistvu, zakaj ljudje to počnejo, kakšna vrsta agresija je ta, ki jo, in to je v bistvu vse, to so vsi simptomi iste stvari. Ne? To, ko si imel, točno to. Ja. Treba je najti vzrok, zakaj je to. Zakaj nekdo hoče predeti z onim svojim avtom po centru mesta, pa sukati one kroge, tam pa pol pobegniti. Zakaj je to? Kaj je v človeku, da to počne? Jaz nisem dosti kompetentna za to, da bi to razumela. Meni se samo zdi, da je to neka vrsta pasivne agresije, ko se na tak način sprošča. In da ti ljudje nimajo bolj kako ne rečem, kako bi to rekel, bolj takih, a veš, ko ne bi bili tako škodljivi, bolj dobrih praks. Ventilov. Ja, pa nekih možnosti, da se realizirajo na bolj produktivne načine. Pa ne mislim finančno, ampak tako, da bi bili oni bolj zadovoljni v tem. Da to, kar jim daje to, ampak v Mariboru je bil recimo na predvečer dneva 15. junija, na en dan prej ali celo tisti dan, na glavnem trgu dovoljeno prav neka prireditev, kjer so bili ti avti predelani in so tam na ful na glas nažigali zravno kužnega znamenja. In to 2 uri, vem, ker sem delal v knjigarni, pa nisem mogla delati, ker je bilo to glasno. Pa je bilo to dovoljeno. No, če smo že pri tem, ne. Minili so še eni prazniki, ko se sprašujemo, zakaj pirotehnika, torej rakete še niso prepovedane. Ne? Rakete, ki povzročajo poke, ravno tako kot jih petarde, ne? Ki so prepovedane, ki v bistvu tudi trajne poškodbe povzročajo in tako naprej. Ne? Torej, še eno leto, ko se sprašujemo, zakaj to ni prepovedano. Zadnje 14 dni ali pa 3 tedne pred novim letu sem v bistvu, namesto da bi bila sama sabo, pa da bi bila mirna, da bi nem čakala to, da se leto obrne. V bistvu vsakič, ko sem šel on s psom, ali pa žena, ko je šel on s psom, vsakič rekel, prosim pazi, sem da nema kakve petarde kdo vrgo, samo to. In skozi sem gledal okrog sebe in skozi sem bila totalno v stresu, da ne bo kdo opisa, ko ne ve, ali pa ko ga je strah, ful tezga poka, ko se ful, to splazi ful, ali to je res, pa mora jeti lulat, ne moreš kaj boš, si pač ne morem drugače, ali jaz ne morem niti von, in sem skozi gledal, kje bom šel, sem prilagajal one poti svoje, siceršne, ali da ja ne bi, a veš, ti živiš v totalnem stresu zaradi tega, ali nis ne razume, zakaj je to dobro. A veš pa, da pol se poki, če je megla, se pa kao poki predvajajo, ali kaj, ne vem, to sem slišal, nekaj nemajo, to res ali ne, ampak ne vem, da pač, zakaj bi mogel z ognjemetom proslaviti novo leto, tega ne razumem, kaj imamo od tega? Mislim, razen tistih delcev, ko so broma, pa ne vem, kadmija, pa ne vem, če so vse. Pa tisti, ki prodajo. Ja, seveda, samo, a veš, zakaj se bi, mislim, jaz se nem zdaj ukvarjal, ne,
kaj imamo od tega, kot družba, kako smo boljši zaradi tega, kako nas to izboljšuje. In koga to usrečuje? In koga usreči to, ja? Zakaj? Zakaj bi, mislim, a veš, od vsega, kar si bi človek imel možnost, ali to. Pri čemer si želimo mir, kot si rekla. Ja, Ja. vse, a veš, in pol ta diskrepanca Ja. v družbi, ta temeljna diskrepanca, ko jo dnevno, dan za dnem živiš, ljudi, mene tudi, pušča brez besed. Razen onih s telefoni, ja? Ampak pušča ful brez besed, zato ker ne veš več, kako naj se na to odzoveš. Ti veš, da je noro, da je solodo, izven vsake pameti, da ti ne veš, kako bi in ne znaš, kako rečem, ne znaš reagirati racionalno več na to. In tu pride pol umetnost do izraza. Težko se lepo skleno, tudi krog z začetka. Mast mila, jaz napredujem, kar se tega tiče. V tvojih spisih, med drugim praviš v tekstu, ki se ukvarja z drevesom, ki ga ni več, pri drami, biti čustven človek je bila včasih vrednota, danes pa predstavlja nepotrebno oviro na poti doseganja korporativnih ciljev. Pomoto v programu, nujno zlo, ki se zavrtano drži jedra in se ne pusti odpraviti, se da pa z dovolj slepe agresije poenostavno pregaziti. Zakaj so čustva postala odveč in zakaj so v bistvu tako zelo pomembna? Ja, denarju je na poti to. Temu, tako si rekel, en mora prodati to. Na poti je pol to. Lahko z manipulacijo čustev je lažje prodajati, ampak drugače tista iskrena čustva so svoja na poti, ali ker bi lahko razkrival neke stvari, ko sicer bi boljše bi za prodajo, za ta dobiček ostala skrita. Pa zato, ker je treba biti predvsej pogumen. Se mi zdi. Ja, zato, da jih nosiš na sebi, pa da jih tudi pokažeš, pa da z njimi, ko ni vedno fajn. Zdaj, če pa ti hočeš, da je vedno fajn, ali če pa hočeš, da je to družba, kjer je vedno fajn, pa da je tebi vedno fajn v tem, ali da ti je vedno prijetno, ugodno, pol pa je težko mogoče s tem. Pa je boljše mogoče to zatučkati ali pa dati na stran, pa odrezati. Samo to so pol neintegrirane osebnosti, to so pol ljudje, ko fali del, ali pa je del zamrznjen, ali pa odcepljen, ali ne vem. In pol ima to suda posledice, ko ti pol stopaš v komunikacijo ali pa imaš opraviti, pol pa suda te lahko nekdo pošlje v 3 božje materne, brez da bi karkoli, brez da bi trnil, zaradi nečesa, kar je popolnoma arbitrarno. Ampak pa se skozi umikaš, pa na neki točki ugotoviš, da se skozi umikaš in to je ful boleče za tebe, ker ti pa bi rad bil celostna oseba in bi se rad normalno s človekom pogovoril, pa se ne da. In pa kar naprej pišeš neke pritožbe in kar naprej opozarjaš neke organe, da delajo narobe, da ne spoštuje zakonodaje itd. In pol na točki se vprašaš, pa zakaj to delam? Ker sem glih včeraj eno pritožbo oddajal za to, pa sem mi je vzel to ful cajt, mislim, vzame cajt. Ampak biti brižen zahteva angažma in zahteva neko prisotnost, neko človečnost, neko budnost za sočloveka, ne samo za sebe. Mater, zova, zdaj ni tako Martin Golob. Ja, vredo je. Ker jaz bom... povej. Pač, nisi sam ti na svetu, so še drugi ljudje. In pač fajn je mogoče izstopiti iz svoje riti za nek trenutek, pa pogledati, kaj je on zakaj ima on drug tek. Sej, meni tudi ni se zato le nekdo, veš, meni to pa se zmerom uspe, pa to tek. Ne, samo ta bližina tega, da ti dovoliš sebi, da čustvuješ, to je mogoče to, kar zaustavlja čas, ko si me vprašal. Veš, mogoče to, da si dovoliš, da te boli, ali pa da ti je hudo, ali pa da si znotraj tistega ti človek, da rečeš, ok, meni zdaj ni fajn, ful mi je bad, ne počutim se v redu. Ampak da ne moriš zdaj s tem, ampak da pri sebi probaš poštekati, kaj je, ali ne vem, veš kaj mi ful, veš, ljudje, ko so sami, recimo, ali ne vem, niso v nekem odnosu, so sami in to, eni ljudje so ful hlastavi, tako ful bi radi bili z nekom, ali, to je samo primer dajem, ali, bi ful radi bili z nekom in to in se ful trudijo in to. Eni ljudje znajo pa tako dostojanstveno počakati, pa pri sebi kaj narediti, pa pri sebi izrast,
pa nekako biti v redu sami s sabo. Vedeti, da je vse v redu, tudi če si sam. Točno to, pa se na neki točki odpre In da stvari. nisi nič manj vreden, če si sam. Točno to. In, a veš, točno to. Ampak ti moraš biti pri sebi ok. In moraš delati, če nisi, da si s sabo ok. Zato, da se lahko na neki točki to, kako rečem, da takrat, ko pride, pač pride v life. Ali, Če pride. če pa ne, pa tudi, ampak da znaš takrat vzeti. Zato, ker si prej bil dostojno s tem, kar si bil. Ali, ker ja, biti sam je tudi lahko super, samo lahko je pa tudi zelo boleče, ampak to je dajem samo kot primer tega, kako lahko ti samega sebe, kako si lahko ti sam sabo ok, ali pa kako si lahko hlastav, kako lahko hočeš imeti nov telefon, hočeš imeti nov vezu, hočeš se dodati, hočeš to, hočeš ono, in na končni fazi se izgubiš samo v tem procesu tega hlastanja in nič ne Samega pride. sebe. To, ja, in nič ne pride. In pole so, da ti ne vidiš, kako divjajo stvari. Viš, da na eni točki je tako škoda, da bi nek orkan te sam pobil. Pa meni se zdi, da res to, da in so, da umetnost je tako, ko ta čustva prenese naprej, pa ti jih pokaže. V teatru recimo sediš, pa neke stvari pridejo naprej, pa vidiš, ali pa bereš neko knjigo, pa so neke stvari, pa se zaveš, kaj pa, ali to čutim, ali pa to se mi dogaja. In to se mi zdi, da zaostaje. Oziroma, če smem, za zaključek, kot si ti napisala, Ojej. točno o tem občutku, ko si pisala o Kislovskem in o filmu Modra. Ti praviš, to so taki redki trenutki, ki dopišejo nekaj ključnega v tvojo molekulo DNK, da ni nikdar več ista. Morda se v tistem hipu ne zavedaš, prav možno, da niti leta kasneje ne moreš z gotovostjo reči, odkot imaš nekaj, kar te tako ključno definira, ker je izolirati, kaj točno to je pravzaprav nemogoče. Preveč je spojeno z bistvom. Dalo bi se reči, da si to, kar ti. Na vse pretege sem skušala deducirati, kaj se je zgodilo, kako, a nisem nikamor prišla, zdi se, da umetnost kdaj v stiku s teboj eksplodira, ali pa je obratno. In to so ti trenutki, o katerih, s katerimi smo začeli podcast. Moram reči, da sem to v redu, sem kar vesela, da sem napisala to, da mi je uspe. Mislim, a veš, kako ti ne uspe, pogosto ti ne uspe, tako se matraš, pa skozi tako krog si pa ne moreš, hvala, sem vesela, sem v redu, tako mislim, tako mislim. Skratka, to so ti trenutki. Anja Zagolob, hvala ti, da si mi moja Jaz se ti gostja. zahvalim, jaz se ti zahvalim, res najlepša hvala, da sem lahko spet prišel, res hvala lepa. In hvala tudi gledalkam in gledalcem, poslušalcem in poslušalkam, tudi tistim, ki pišete, tudi tistim, ki ste pisali, kdaj bo Anja Golob spet gostja. Najlepša hvala tudi za to. V naslednjih tednih, kot rečeno, bo kar nekaj kulture in potem pa spet tudi veliko drugih tem, vse teme, kar jih obstaja. Hvala. Hvala lepa.